šestem krogu je Olimpija še četrtič igrala doma pred svojimi navijači, do sedaj pa še ni zmagala, 2 poraza proti Domžalam in Gorici in remi proti Mariboru brez golov, v prejšnjem krogu 0-0. Vendar pa tokrat se je tekma začela veliko bolje, tole je že prva priložnost za Ljubljančane in odličen strel proti vratom Omladiča, vratar Kotnik je bil na pravem mestu. V naslednji akciji Olimpije pa je bil tudi Kotnik brez moči, lepa kombinacija in zaključek Delameje Mlinarja za 1-0, takole si je s prsti lepo sprejel žogo in popeljal Ljubljančane v prednost. Do konca prvega polčasa boljša Olimpija, tole je že prekršek za 11-metrovko. Kotnik je pokosil Franklina in k beli točki je stopil Boban Jović ter dobro izvedel 11-metrovko ter zabil še svoj drugi gol v tej sezoni. Natančen in močan predvsem strel Jovića za vodstvo Olimpije 2-0. Potem pa dolga žoga proti Romanu Bezjaku, takole je počakal branilca Olimpije in potem z natančnim strelom premagal še vratarja Šeligo za 2-1. Ob koncu prvega polčasa pa je Olimpija zahtevala še 11-metrovko, tole je situacija, ko je padel domači napadalec, vendar prekrška ni bilo in na odmor je z minimalno prednostjo zadetka odšla Olimpija. V drugem polčasu prva priložnost za Ljubljančane, poskušal je Andraž Šporar, vendar tokrat zgrešil vrata Celja, malenkost mimo desne vratnice Kotnika. Ljubljančani so zahtevali 11-metrovko, takole je podajal Trifković, na koncu igre z roko po mnenju glavnega sodnika Mitje Žganca ni bilo. Olimpija je napadala in poskušala zabiti še tretji gol, tole je bila vratnica Sretenovića, ki tokrat sreče ni imel, je pa bila sreča nekoliko bolj na strani Celja, takole odbita žoga, katero je v mrežo pospravil Bilali Lufti in izenačil na 2-2. Vendar Celjani so po izenačenju imeli še nekaj nevarnih akcij, Olimpija je bila zmedena, tole je že poizkus oddaleč, Plesec je poskušal, vendar stresel vratnico in ostalo je pri izidu 2-2. Tudi Olimpija je imela do konca tekme še nekaj nevarnih akcij. Rezervist Rok Baskera je poskušal točno vratarja Kotnika, potem je tudi Bezjak zapravil tole veliko priložnost. Na pravem mestu je bil Šeliga, ki je prebral njegov lob, in potem še ena obetavna akcija Olimpije. Takole je zgrešil vrata Rok Baskera, ki je zapravil tudi zadnjo priložnost Olimpije, in ostalo je pri remiju še četrtič zapored. Olimpija doma v Stožicah ni zmagala.